Boštjan, novica o smrti Ariela Šarona te je ujela v Libanonu, državi, ki se nekdanjega izraelskega političnega in vojaškega voditelja še kako dobro spominja. Kakšni so bili tam odzivi na novico? Odzivi so popolnoma pričakovani. Libanon je bil ena izmed največjih žrtev nasilne rušimo z ognjem in osvajamo z ognjem večne politike Ariela Šarona, ki je praktično vajal ne samo na palestinskih zasedenih območjih, ampak tudi v Libanonu. Okupacija leta 82, ki je trajala in so hitro dosegla svoj krvavi vrhunec v palestinskih begunskih taboriščih Šafili in Sabri septembra 1982, ko je libanonske krščanske milice z odsetni zavezniki izraelskih okupatorjev pod neposrednim nadzorom Ariela Šarona in njegovih vojaških poveljnikov pobile najmanj 1700 ljudi, številke neuradne, se pa se pojavilo bistveno više. Jaz sem nemudoma, ko sem prišel, sem odšel v Šapilo, nekako se pokončno spominjal in se pogovarjal z ljudmi, ki so preživeli masakr, hkrati pa na takem koraku v taborišču, ki je izgleda slabše kot kadarkoli v resnici. Zdaj v Libanonu seveda prihajajo neki drugi begunci in empatije za Palestince praktično očni srečne zgodbe iz tistega časa. In vsaka družina v taborišču je izgubila vsaj enega svojega bližnjega, enega svojega člana. To je prostor, kjer bi mogli iz celega sveta voditi srednješolce in skrbeti za ohranjanje zgodovinskega spomina. Ariel Šaron ima v Libanonu nesporno sloves velikega vojnega zločinca in ki je odgovoren za zločin proti človeštvu. Omemba Šarona na Bližnjem vzhodu zbuja povsem diametralne občutke. Omenil si, po čem se ga spominjajo Arabci v Libanonu, po čem pa se ga najbolj spominjajo Izraelci. Težko bi rekel, da zbuja diametralne občutke. Če to postavimo perspektivo, da je Izrael drobna manjšina v Arabskem morju, je težko govoriti o diametralnosti. Na Bližnjem vzhodu razen, in še to bi rad podaril, v delu izraelske družbe, ne v celoti izraelske družbe, Ariel Šaron popolnoma enak status kot v Libanonu, status vojnega zločinca. Mislim, da ni treba pretirane pozornosti posvečati njegovi smrti in temu, kaj to pomeni danes in kaj si ljudje mislijo o tem. Treba je povedati to, da je on umrl in da se njegova politika nadaljuje. In nadaljuje se že izstopnjuje že vsa leta, kar je pokazki padel v komo. In ravno danes sem se pogovarjal z velikim palestinskim intelektualcem, nekdanjim profesorjem na Cambridgeu, gospodom Tarifom Khalidijem, ki mi je lepo dejal, da so palestinci daleč največji poraženci arabske pomladi, da so največji žrtve tega časa in v bistvu nikoli v življenju dejansko ni šlo slabše kot zdaj, da so obsojeni na grozljivost sedanjosti in prihodnosti. Po Šaronu so naprej rasli zidovi, sledili so napadi izraelske vojske na Gazo, sledilo bombardiranje in so naprej. Dokončno se je utrdil sistem apartheida in tako mana rešitev dveh držav postala le še iluzija in cenena igra na šahovnih in mednarodnih sil z naprej jasnim rezultatom. Palestinci praktično nima več nobenih možnosti, da bi kadarkoli imeli svojo državo in to je v veliki meri tudi dediščina pokojnega Ariela Šarona. Kljub Šaronovi ostri in brezkompromisni politiki do Palestincev nekateri ocenjujejo, da je bil v času njegove vladavine mirovni sporazum bolj verjeten, kot je danes. Se strinjaš? Niti ne tako zaradi njega, ampak zaradi malce drugačnih geostrateških razmer in zaradi tega, ker se izraelska politika sama po sebi, na politični in ne na fizično-vojaški ravni, so ni tako radikalizirala. Danes, v bistvu praktično že zadnja 30 let se izraelska politika zelo intenzivno sprehaja oziroma potuje proti skrajni desnici. Neka zionistična, socialistična ideja o ustanovitvi izraelske države
leta 48 in naslednjih 10, morda 15 let je praktično popolnoma pozabljena. In to se je pred leti z vojaškimi posegi stopnjevalo in Izrael je izgubil velik del duše in s tem tudi svoje, če že ne politične, pa vsaj etične kredibilnosti. Kot rečeno, Sharon je mrtev, njegova politika živi dalje v mogoče še bolj ekstremni obliki in to ne zaradi tega, ker je bil Sharon duhovito človek, ki se je zauzemal za mir, ampak predvsem zaradi tega, ker zdaj živimo v času, ki praktično pristaja le še na vojno.